Hela, drage moje! Vem, da sem vam za danes obljubila en drug video in sicer cilji za leto 2021, ampak se mi tale tema oziroma tale dogodek zdi toliko zelo pomemben, da ga objavljam zdaj pred vsemi, ker želim nekako na ta način zaščititi tudi vas. Nisem vedela, kako bi točno poimenovala ta tip videa, zato ker nisem toliko pravno podkovana, da bi vedela, a gre to za krajo identitete, gre to za krajo nekih mojih osebnih podatkov ali pa kar miks oziroma kombinacija enega in drugega. Danes sem delala, kako bi rekla, eno tako domačo nalogo. Googlala sem se, ne vem, a ste to delali kdaj ali ne, ampak enostavno vtipkaš v Google svoje ime, priimek, ali pa v mojem primeru Evina Lepotilnica in pač gledaš, kaj najde, kakšne fotografije. In bolj ko googlam, bolj sem postala presenečena, ker sem odkrila, da obstaja spletna stran, ki prodaja čisto vse moje izdelke, ki sem jih jaz kadarkoli izdala na spletni strani evinalepotilnica.si pod svojo zaščiteno blagovno znamko Lepotica. Odprem, pogledam, vidim, da gre tudi za vse moje fotografije, torej lastili so si vse slike, ki sem jih jaz naredila, najela fotografa, kasneje potem objavila na spletno stran. Potem sem šla preveriti ceno, da vam kar konkretno povem. Evo, recimo majica, tista jesenska, na moji spletni strani se je prodala za 19,90 €, tukaj je 7,57 € in kao obljubljajo ti 67% popust. Enako je z pomladno majico, enako je z božično, enako je s poletno. Prodaja tudi celo moje skodelice, tako Lepotica kot Lepotec, rokovnik, skratka vse, kar sem jaz kadarkoli izdala. Definitivno je to spletno stran nekdo ustvaril in sem želela ta izdelek naročiti, proba, da vidim, bom sploh kaj dobila ali ne. In prvo, kar me odbira, je bila poštnina. Poštnina stane 10 €, kar mislim, da v Sloveniji ni spletne strani, da prodaja poštnino, oziroma ti za poštnino za nek izdelek, majico, kakorkoli računa 10 €. In potem sem se ustrašila, ne, tudi če bi dala vse te osebne podatke, da bi videla, kaj sploh dobim, obstaja možnost, da izdelek nikoli ne bi dobila in da bi mi ukradli potem vso, ne vem, kreditno kartico in ostale stvari, a ne. Še enkrat, spletne strani ne bom razkrila zaradi varnosti, bi pa pozvala, da je Evina Lepotilnica v bistvu edina prava uradna spletna stran in da ne kupujete na kjerkoli drugi strani. Predvsem tukaj obstaja nevarnost, da bi, se pravi, ukradli vaše podatke, kartice, kreditne kartice, PayPal in tako naprej. Tudi če naročite po povzetju, je treba biti previden, komu daš svoje podatke, komu daš naslov, komu daš ime, priimek in tako naprej. Tako da, varnost na spletu je definitivno ena taka stvar, o kateri se mogoče premalo govori, pa bi bilo zelo fino, da bi se. Potem, ko sem še raziskvala, sem ugotovila, da na Facebooku se nek moški izdaja pod neko Mijo, pa tudi po mojem bolj, da ne povem priimka, bom dala rajši tukaj fotografijo, pa vse zakrila, skratka, neka pač ženska z imenom in priimkom ima mojo fotografijo, potem je pa v bistvu sestra naprej googlala in je ugotovila, da gre to za moškega iz Logatca, ker je v neki skupini iščem delo, neki tazga, isku delo za moškega v okolici Logatca. Tako da, te stvari definitivno so zelo neprijetne. Prvo, kraja v bistvu vseh fotografij, celotne spletne strani, prodaja podatkov. Jaz mislim, da je to zrelo že kar za kakšno prijavo, ker to se po mojem mnenju zdi kar huda kršitev. Tudi tole, da se nek moški izdaja za mene oziroma uporablja fotografijo, jaz ne vem, kdo je zadnji, ne vem, kakšni so njegovi nameni in tako naprej. Tako da, dajte, če boste karkoli takega opazili z mojo fotografijo, mi prosim poslati in tudi to takoj prijaviti. Bi pa rada v bistvu predvsem izkoristila zdajle ta trenutek, da recimo jaz kadar nakupujem na kakšni tuji spletni strani, kako se jaz prepričam, da je pač spletna stran varna. Mogoče v Sloveniji je to malenkost lažje ali pa tudi ne, ampak prvo stvar jaz recimo sploh v angleščini napišem ne vem, ta pa ta spletna stran legit. In potem Google sam od sebe ali pa kakšni uporabniki zapišejo že neko svoje mnenje, svoj komentar, so bili zadovoljni in tako naprej. Na ta način sem se zelo velikokrat že odločila, ali bom nek izdelek kupila ali pa sem videla, da ta spletna stran ni varna. Zelo fajn je, da ti preveriš njihove, torej osebne podatke, kontaktne podatke, veliko težje pove recimo njihov mail, a je legit, a je, ne vem, Gmail, a je v bistvu, ne vem, lahko je evinalepotilnica@gmail.com, če pa info@evinalepotilnica.com oziroma .si je pa velika verjetnost, da tukaj zadaj stoji eno podjetje, ki je res varno in zanesljivo, tako da recimo kontaktni podatki, njihov mail, ki je podjetje sploh bazirano, ki imajo prijavljen naslov, tako da to so nekako te ene, kako bi rekla,
prvi pogled, da spletna stran je varna oziroma ni, potem zelo veliko ti pove tudi izgled spletne strani, v tem mojem primeru zelo mogoče, da gre to tudi za nek scam, ampak tega je res veliko, tega res na tone, samo problem je zato, ker ti dejansko lahko vneseš kreditno kartico in bojo oni tebi dejansko pobrali denar in ti nič poslali, oziroma mogoče celo pobrali vse ostalo, kar imaš ti na računu, a ne? Tako da definitivno ti veliko pove, torej sama postavitev, mogoče kakšna taka cenena spletna stran, sam izgled. Še ena stvar, ki bi jo mogoče izpostavila, je, da preveriš domeno. Zdaj, če gre za spet www.evinalepotinica.si, je to pač neka taka spletna stran, ki deluje ok, ki je pač varna, zanesljiva. Če pa je že na pogled, ne vem, nek sale, sploh ne vem, kako bi rekla, pač tako, da veš, da nekaj ne štima, je pa zelo verjetnost, da tudi na drugi strani ni v redu, a ne? Tako da bodite previdne. Definitivno pa še enkrat poudarjam, da moje izdelke se da dobiti oziroma kupiti samo in izključno na moji spletni strani evinalepotinica.si. Če ste kjerkoli opazili kakšne ali oglase ali želijo vašo kreditno kartico, res ne dati. Še ne vem točno, kaj bom naredila, sem pa vas želela opozoriti, da se ne bi ve opekle ali kakorkoli, zato ker splet je fajn, je zabaven, na določeni točki pa lahko tudi nevaren, ne? Tako da se mi zdi prav, da o tem na glas govorimo. Tako da to je to, ne bomo delali večje drame, ali kako bi rekla, definitivno, da je meni zelo neprijetno in res upam, da se nikjera opekla in bog ne daj, upam, da je niso pobrali denar dol. Če slučajno to je, se lahko obrne na mene, ampak mislim sicer verjetno, da bi me že kontaktirala, Eva, ne, nisem dobila rokovnika ali kakorkoli, ampak vseeno raje za vsak slučaj izpostavim. To je to, bodite previdne na spletu, naj bo varno, dajte uporabiti pamet, razum in tako naprej, ne nasedati glih kar vsakmu, samo zato, ker je cenejši, ni nujno, da je tudi varno, kvalitetno, pa tudi originala, ne. Jaz vem, kdaj, če sem naročila kaj, je bila moja glavna skrb, pa bo prišlo originala, so to originalni izdelki ali ne. Tako da to so neki taki načini, s katerimi lahko preverite. Jaz upam, da sem vam pomagala. Evo, en tak hiter video, malo drugačen, ampak je prav, da smo to povedali na glas. Z naslednjim videom se torej vračam nazaj v svojem tempu, v svojem stilu, vi pa bodite varne, zdrave in ja, se gledamo v naslednjem videu. Rada vas imam, čau lepotice!